Kitajski lovci izvajajo vaje nad Egiptom v okviru druge vaje Orli civilizacije. In letošnja napotitev je veliko pomembnejša. Kitajska je prvič poslala svoje napredne lovce G-16 v Afriko, medtem ko Egipt uporablja francoske letala Rafale. Kairo pravi, da gre tukaj za usposabljanje in vojaško sodelovanje. Za Washington pa je to še en znak, da dolgoletni varnostni partner ZDA gradi globlje obrambne vezi s Pekingom in Kitajski omogoča dragocene izkušnje z zahodnimi orožnimi sistemi. Za več o tem se nam zdaj pridružuje Hussein Kamel Hariri, nekdanji pomočnik egiptovskega zunanjega ministra in nekdanji direktor oddelka za izraelske zadeve na egiptovskem zunanjem ministrstvu. Hussein, lepo, da ste danes z nami na i24 News. Hvala. Veselje je na moji strani. Hvala, gospa. Moram reči, da je to odlično ime, Orli civilizacije. To zagotovo pritegne pozornost, ampak kaj to v resnici pomeni? Kaj to vojaško partnerstvo dejansko prinaša Egiptu? Zgodovinsko gledano je Egipt prva arabska in muslimanska država, ki je leta 1955 diplomatsko priznala Kitajsko. In od takrat naprej so odnosi med Egiptom in Kitajsko postajali vsak dan močnejši. In pred nekaj leti smo s Kitajsko podpisali sporazum o celovitem strateškem partnerstvu. Kar zadeva vojaško sodelovanje, so vaje med obema zračnima silama z egiptovskega vidika povsem običajne. Takšne vaje redno izvajamo tudi z drugimi državami in ne vidimo nobenega posebnega razloga za skrb ali zaskrbljenost strani drugih sil ali držav. Kar zadeva te vaje. Kaj pa zahodna zaskrbljenost? Washington vse to opazuje? Ali bi lahko tesnejše vojaško sodelovanje s Pekingom sčasoma ogrozilo dostop Egipta do ameriškega orožja, vsaj v daljni prihodnosti? No, jaz ne. Mislim, da te vaje ali naše sodelovanje s Kitajsko na vojaškem področju bo negativno vplivalo na vojaško tehnologijo Zahoda ali na naše sodelovanje z Zahodom, bodisi z Združenimi državami ali z državami v zahodnem svetu, kot je Francija, kot je Nemčija, na kakršenkoli način. Seveda vemo, popolnoma se zavedamo skrbi zahodnih držav. In seveda ne bomo ogrozili svojih odnosov s temi državami. Tudi Izrael ima nekatere pomisleke. Egiptovsko-kitajsko vojaško sodelovanje je bilo že prej vir zaskrbljenosti, saj so izraelski mediji poročali o resnih opozorilnih znakih, če bi Egipt dobil kitajska lovska letala J-10C, opremljena s temi raketami zrak-zrak dolgega dosega. Kaj bi odgovorili na te pomisleke, ki jih čutijo v Jeruzalemu? No, mislim, da razumem, da vsi, ne samo jaz, ampak vsi verjamejo in se tega zavedajo. Izraelske letalske sile so ene najbolj naprednih na Bližnjem vzhodu. In mislim, da naše sodelovanje s Kitajci v letalskih silah ne bi predstavljalo grožnje. To je obrambni ukrep strani Egipta. In pripravljamo egiptovsko vojsko, da se bo lahko soočila s katerokoli nepredvideno situacijo v prihodnosti. Kar zadeva Izrael, nekateri Izraelci mimogrede so začeli govoriti o tem, da bi šli v vojno z Egiptom čez 15 let. Tako da, ko vidimo takšne izjave, ne vemo, ali je to resno ali ne, in seveda to niso uradne izjave izraelske vlade. Ampak kakorkoli, morali bi biti pripravljeni na vsakršno možnost v prihodnosti. Hussein Kamel Hariri, hvala, da ste z nami delili več vpogleda v vajo Eagles of Civilization in kaj to dejansko pomeni v Egiptu. Hvala. Najlepša hvala, gospa.